Receptorju smo na tak način uspešno ustvarili uporabniški račun. Sedaj pa mu moramo zagotoviti, da bo dostopal do receptorskega portala. Receptorski portal se nahaja na povezavi, prikazano spodaj, in na tem mestu vam predlagam, da povezavo shranite med bližnjice brskalnika na računalniku, ki ga bodo receptorji uporabljali v postopkih unovčevanja turističnih bonov. Po kliku na povezavo pridemo na vnosno masko za prijavo receptorja. Receptor vnese davčno številko ponudnika, dodeljeno uporabniško ime in geslo. Ko so podatki vneseni, klikne na gumb Prijavo. Po kliku na gumb Prijavo dejansko vstopi v portal. Prva stvar, ki jo naredi v receptorskem portalu, je, da izbere nastanitveni obrat. V primeru, da gre za ponudnika z več nastanitvenim obratom, receptor iz pustnega seznama izbere ustrezen obrat. V primeru, da gre pa za ponudnika samo z enim nastanitvenim obratom, pa ta izbor ni potreben, ker je v aplikaciji že izbran nastanitveni obrat. Portal omogoča vnos podatkov o bonih in pa iskanje že oddanih podatkov. S klikom na nov vnos receptor dejansko začne z vnosom podatkov potrebnih za unovčevanje turističnega bona. Podatki so nekako razdeljeni, pogrupirani v 4 sklope. Prvi sklop so podatki o ponudniku nočitev, drugi sklop je rezervacija oziroma unovčitev, tretji sklop so podatki o gostih in četrti sklop je številka računa. Na tem mestu bi rada samo poudarila, da pri nekaterih ponudnikih, ki se bodo predhodno uskladili s FURS-om, bojo imeli možnost vnosa vnašati še peti sklop podatkov, predvsem iz vidika refundacije upravičencev. To zgolj v tistih primerih, kjer ne bo internetne povezave. Če se na kratko ustavimo, kako izgleda ta vnosna maska. Prvi sklop, kot smo rekli, podatki o ponudniku nočitev, drugi sklop rezervacija ali unovčitev, tretji sklop podatki o gostih in zneskih in pa četrti sklop o številki račun. V nadaljevanju se bomo ustavili pri rezervaciji in unovčitvi. Samo unovčevanje bonov je v osnovi razdeljeno na 2 procesa. Prvi proces je rezervacija in ta proces izvajajo receptorji v postopku, ko gost pride v hotel, v neko počitniško kapaciteto. V postopku rezervacije dejansko receptor rezervira še neizkoriščena sredstva na nivoju posameznega upravičenca in s tem onemogoči, da bi katerikoli drug ponudnik ta sredstva porabil. Drugi del se pa nanaša na dejansko unovčitev. Ta postopek pa receptor izvaja ob odhodu gosta. Dejansko že rezerviran bon sprovede in izvede unovčenje. Kako loči rezervacijo od unovčitve? Na zaslonu se pojavi tale maska, vnosna maska in receptor izbere ali rezervacijo ali unovčitev. Naslednji sklop podatkov so vnos podatkov o gostih. Receptor vnese EMŠO gosta, ime in priimek, prenosnika bona, nočitev od in nočitev do, vrednost koriščenja, pa pridobitelja. Zdaj pri vnosu EMŠA ne bom izgubljala besed, pač iz osebnega dokumenta prepišete EMŠO v aplikacijo. Pri imenu in priimku je tako. Predlagam, da vnesete prve 4 črke imena ali pa prve 4 črke priimka. Če te prve 4 črke se ujemajo z imenom EMŠA, se bojo ostali podatki o imenu in priimku predizpolnili. Ali obratno. Pri prenosniku dodeljujete zgolj kljukico in v tem delu vam svetujem, da najprej vnesete vse podatke o gostih, ime, priimek, EMŠO
in vse podatke o prenosnikih. Pa samo pri tistih, ki so prenosniki, določite kljukico. Nočitev od do se mi zdi, da so zadeve jasne, kar se tiče pa same vrednosti koriščenja. Zdaj v aplikaciji imamo dve kontroli. Najprej je prva kontrola, če je vnesen znesek previsok. Če je previsok, bo aplikacija javila napako in v tej napaki bo jasna informacija o višini zneska, ki je še na razpolago. Druga kontrola je pa, če je bon že izkoriščen. V tem primeru pa sistem v polju znesek prikaže vrednost 0 in to vrednost 0 ne dovoli več spreminjati. Pridobitelj, tle na nivoju pridobitelja bo pa iz pustnega seznama izberete, kdo je dejansko od vnesenih gostov pridobitelj. Urejanje podatkov o gostih. Lahko dodajate več gostov s klikom na dodaj vrstico, lahko že vnesenega gosta izbrišete s klikom na X, oziroma na koncu, ko vnesete vse podatke o gostih, kliknete na gumb Preveri podatke. S klikom na gumb dejansko preverite, ali so vse podatki korektno vneseni. Ko so podatki preverjeni in ste v njih prepričani, da je to, kar želite narediti, kliknete na gumb Oddaj vlogo. S klikom na gumb na Oddaj vlogo boste dejansko dokumente oddali. Zdaj na tem mestu se mi zdi zelo pomembno, da se še dodatno ustavimo pri postopku rezervacije in pa pri postopku unovčevanja. Kot sem že povedala, postopek rezervacije se izvaja ob prihodu gosta. Na vnosni maski se poklika rezervacija, vnesete podatke o gostih, nočitvah in pripadajočih zneskih koriščenja in kliknete na Oddaj vlogo. Po oddaji se vam sistem jasno pokaže, izpiše, da ste dokument uspešno vložili in da so boni rezervirani. S klikom na pregled dokumenta na tole spodnjo povezavo pa lahko dejansko še enkrat pregledate že vnesene podatke. Na pregledu je jasno viden, da ste izvajali rezervacijo in imate možnost, da z gumbom Natisni te vnesene podatke tudi natisnete. Lahko jih tudi popravljate s klikom na popravek. Po rezervaciji, ki ste jo izvedli ob prihodu gosta, sledi postopek unovčitve. Unovčitev praviloma izvedete ob odhodu gosta. V iskalniku po unovčenih dokumentih poiščete dokumente na statusu rezerviran. Ko najdete ustrezen dokument, kliknete na EDP številko in kliknete na popravek. S klikom na popravek se bo obrazec sprosti in so polja vam na voljo za urejanje. Lahko spremenite, dodate goste ali podatke o gostih. Nujno morate odkljukati unovčenje in pri unovčitvi je nujno potreben vnos številke izdanega računa. Ko vse te podatke uredite in ustrezno vnesete, ponovno kliknete na Oddaj vlogo. S tem ste dokument dejansko oddali in podatke posredovali na FURS. O dejanski oddaji vas aplikacija ponovno opozori z nekim obvestilom, kjer napiše, da ste dokument uspešno vložili in da so boni unovčeni. Oddane podatke ponovno lahko pregledate s klikom na pregled dokumenta. Na pregledu dokumenta pri postopku unovčitve je jasno izpisano, da je šlo za unovčitev, jasno je izpisana številka izdanega računa in vsi podatki o gostih. Ponovno imate možnost s klikom na Natisni podatke natisniti, s klikom na popravek popraviti in pa s klikom na storniraj stornirati.